Dobro jutro, kako ste? Jaz sem ravno pri jutranji kavi. Glede na to, da je praznični čas, jutri je 1. november, dan spominja na mrtve, sem rekla, da bom posnela en video v tem duhu, v tem prazničnem duhu, oziroma en tak jutranji video. Upam, da se me v redu sliši, ker moj pralni stroj ravno izvaja neke centrifuge in je ful divji in poskakuje, ampak mogoče celo ni tako glasen na kameri. Kaj sem hotela reči? Se pravi, v duhu spomina na mrtve bi predvsem rada se spomnila vseh mojih bližnjih. Predvsem bi tukaj izpostavila pokojno babico, ki je že kar nekaj let ni med nami, ampak čedalje bolj, ko sem starejša, v bistvu cenim vse, kar mi je v življenju dala. Predvsem bila je res skromna gospa, že zelo zgodaj je izgubila svojega partnerja in je bila taka močna delovna ženska na kmetiji. Res preprosta, naredila je, mislim, da če se prav spomnim, 4 razrede osnovne šole. Potem je pa začela delati na kmetiji in bila sama potem s 4 otroki. In jaz sem se pogosto pri njej čuvala, bila je tudi rejnica, imela je rejnike, tako da ni samo vzgojila svojih otrok in svojih vnukov, ampak tudi nekatere druge ljudi. Tako da s tem, ko je dala to življenje, te neke nauke, delovne navade, recimo jaz se ful spomnim, kako sva naučila most krave, kidati gnoj. Sem kar malo čustveno ratala, ko se vse to spomnim. Taka opravila, ko sem kot otrok v bistvu tako niso mi bila preveč všeč, ker sem vedela, da obstaja tudi drugo življenje znotraj mesta, kjer zjutraj vstaneš in te čaka mleko v tetrapaku, ne pa da ga moraš sam pomost. Ampak vse za nazaj, ko gledam, mi je dal te delovne navade, ki jih imam še zdaj, tako da se poskušam potruditi in vse narediti tako, kot si zamislim oziroma kot se dogovorimo, to je zelo pomembno. Tako da tudi vedno rečem mladim, da ne glede na to, kaj se boste lotili v življenju, če se nekaj zmenite, poskušajte dogovor držati. Bodite točni, spoštujte čas drugih in take stvari. Tako da tudi sama to poskušam. Kdaj tudi ne uspe, a ne, saj pravijo, da se tudi najboljšim zgodijo kakšne take stvari. No, ampak da se vrnem nazaj k temu prazniku spomina na mrtve, oziroma bi rekla spomina na bližnje, je tudi v mojem življenju kar nekaj ljudi že šlo na drugi svet. Zdaj, kje je ta svet, vsaka kultura, vsako verstvo oziroma, kako bi rekla, vsaka tradicija ima neko svojo drugo stran. Predvsem pa bi rekla, da dajmo spoštovati te druge strani. Tudi v zadnjem času, na žalost, tudi sama spremljam, kaj se dogaja v medijih, kaj se je dogajalo na Dolenjskem in te stvari. Jaz se politično in vsebinsko ne bom vmešavala, ker tudi nisem strokovnjakinja z tega področja. Tudi pozivam vse, ki se s to tematiko direktno ne ukvarjate oziroma niste vključeni v njo, tako ali drugače, da se poskušate vzdržati sovražnih komentarjev. Grozljivo, ne bom sploh, vsak kriminal obsojam. Zdi se mi predvsem, da poskušajmo imeti ničelno toleranco do nasilja, takšnega in drugačnega, nima veze, ni to povezano z nobeno narodnostjo oziroma konkretno, če govorim o Romih. Definitivno je dejstvo, tudi iz drugih kultur oziroma držav vidimo, da ljudje, ki so na družbenem robu, ki so revni, so pogosto pahnjeni v takšna in drugačna dejanja oziroma združbe, tako da verjamem, da je mogoče procentualno res to kar velik problem oziroma vidim tudi sama. Tako da upam, da bojo institucije, ki se ukvarjajo s tem, in ljudje, ki so pristojni za to, da bojo poskrbeli, da bojo ljudje varni. Mislim, to, kar se je zgodilo, da je družina ostala brez očeta zaradi pretepa v lokalu, to mi je nepredstavljivo in sočustvujem in žalujem tudi sama z vsemi. Hkrati, ker je tudi jutri ta praznik dneva spomina na vse, ki smo jih izgubili, bi se rada spomnila vseh, ki so izgubili življenje v nesrečah, takih in drugačnih. Kar nekaj je tudi mojih znancev odšlo na ta račun. Da ne omenjam raznih samomorov in težkih stvari, ki se dogajajo v družinah. Tako da, da ne nadaljujem v tej spirali negativnih stvari, bi rada rekla, da dajmo mogoče imeti
ta 1. november jutri malo v opomin na to, da poskušajmo poslušati drug drugega, da bodimo zgled svojim otrokom, bodimo zgled drug drugemu, da pač, če že ne moremo sami preprečiti slabih stvari v svetu, ker se pač dejstvo je, da se dogajajo, da poskušamo vsaj dobre stvari ustvarjati, vsaj nekaj. Poberimo tisto smet, ki jo vidimo na cesti, mogoče pač kdaj malo potrpežljivo počakamo, če nekdo se ne zna obnašati sredi ceste, ampak ga ne povozimo. In da poskušamo pač pomagati, kakor le lahko. Če ne moremo finančno, pa z zgledom. Tako nekako z moje strani. Tudi rada bi vam še enkrat položila na srce, da namesto da ure in ure nekateri preživite tudi na socialnih medijih in se v komentarjih poskušate dokazati, kdo ima prav, kdo ima narobe. Mogoče bi bilo smiselno vse te ure pokoristiti za kaj drugega. Ne pravim, da ni to pač prav ali pa narobe, ampak čisto nekatere stvari se dogajajo v svetu z razlogom, zato so tudi nekatere stvari in vsebine objavljene na socialnih medijih, da v bistvu spodbujajo ta prepir, to sovraštvo, da se pač na ta način zameglijo nekateri problemi, ki so res pomembni in bi se jih mogli mogoče malo bolj dotakniti in jih rešiti. Tako da naj bo to namig, metafora, karkoli že med vrsticami in dajmo rajš mogoče stopiti skupaj in paziti drug na drugega, kakor pač lahko. Vedno bojo razlike, vedno se bo gledali postran, vedno bo fovšarija na tem svetu, če sem že omenila babico na začetku. Ona je velikokrat rekla, oziroma stara mama, je velikokrat rekla, če bi fovšija gorela, bi vsi imeli kurjavo ali nekaj takega. Bi bilo vsem toplo. Pač take preproste citate je velikokrat imela. Bila je pa res direktna, no, pač tako. Videla je stvari, povedala je tako, kot je in take stvari so mi bile všeč pri njej. Tako da to sem želela deliti z vami. November trka na vrata, ne prinese veliko sprave. Gandhi je rekel, an eye for an eye will make the whole world blind, torej oko za oko bo cel svet oslepelo. Poskušajmo, da se to ne zgodi. Pa še en citat bom delila, ki je tudi meni zelo blizu in mi zelo všeč. Kill them with kindness. Ubij jih s prijaznostjo, z ljubeznijo. Tako da kdor želi doseči kakšne spremembe v svetu, verjamem, da jih bo dosegel predvsem ne sovraštvom, ampak to, ko omenjam, zgledom in s takimi pozitivnimi spremembami, ker pač veliko sprememb rabimo, to smo že ugotovili. Zdaj pa dajmo delati na tem, da jih uresničimo. Tako da danes tisti, ki praznujete noč čarovnic, mimogrede noč čarovnic ni neka ameriška izmišljotina, sicer pač vse, kar pride zraven, te sladkarije in to je pač komercializirano, ampak v resnici gre za keltski praznik, ki je tradicija tudi na Slovenskem, tako da razni te kuranti in te zadeve, ki jih pač tako spoštujemo, tudi noč čarovnic je del tega. Tako da tisti, ki ste majčkeno bolj v te zgodovinske vode usmerjeni, danes lepo praznujte. Mi se bomo malo verjetno našemali, če ne drugega, bomo pa vsaj izkoristili ta čas. Vesela sem, da je praznik, da imamo prosto in da bomo preživeli v krogu najbližjih. Tako da tudi vsem vam želim, da izkoristite čas drug za drugega in dajte speči kakšen dober štrudel ali pa kakšno dobro potico oziroma karkoli radi pečete. In radi se imejte. Se še kaj javim.